Pozdravljeni. Pred dnevi sem dobil izjemno zanimivo vprašanje. Namreč nekoga izmed vas zanima, kdo je pravzaprav glavna strateginja pri ekipi Red Bull. In danes bomo skupaj skušali ugotoviti pravzaprav, kdo je Hanna Schmitz. O Hanni Schmitz mi, povprečni navdušenci Formule 1, vemo izjemno malo. Verjetno smo jo večkrat videli na televizijskih ekranih, kot smo pravzaprav slišali njeno ime. A v zadnjem obdobju seveda jo pogostokrat pokažejo in poudarijo, da je ona avtorica vseh strateških zamisli, ki jih vidimo pri ekipi iz Milton Keynesa. A njeno zasebno življenje ostaja tako, kot mora biti, zasebno. Zato se trudi tudi sama in na vseh socialnih omrežjih, ki so danes tako popularna, bomo videli izjemno malo njenih objav. A kljub vsemu nekaj podatkov se da dobiti in lahko bi začeli s tem, da Hanna, rojena Macmillan, je bila rojena leta 1985, mladost preživela v Londonu in okolici, a kar je za nas, navdušence, bolj pomembno, je to, da je dosegla magisterij iz strojništva in že med študijem pokazala nadarjenost pri vodenju in seveda tudi inženirstvu. Z ekipo iz Cambridgea, katero je vodila, je nastopala na tistem tekmovanju med univerzami z avtomobilimi, gnanimi na sončni pogon. Takoj po končanem študiju je vstopila v Red Bull. In od novembra 2009 do aprila 2011 je bila članica oddelka za simulacije, ker je delovala na področju optimizacije modelov in rešitev, torej ukvarjala se je s pridobivanjem in izračunom tistih podatkov, ki pravzaprav so temelji za razumevanje same strategije. Tisto, kar mi navdušenci nekako skušamo razumeti na drugem prostem treningu, je bilo približno za leto in pol okupacija Hanne Schmitz. Na to je takoj napredovala na mesto starejšega strateškega inženirja. In to pozicijo je držala 10 let in 2 meseca, od aprila 2011 do maja 2021. In že takrat je pokazala svoj talent. Namreč resni navdušenci ste verjetno Hanno Schmitz opazili, če ne prej, na veliki nagradi Brazilije leta 2019. Zanimivo, prva dirka, na katero se je vrnila iz porodniškega dopusta. In tam je pokazala, da z ostankom več se lahko dirko tudi zmaga. Kljub temu, da mnogi pravijo, da v sodobni Formuli 1 to ni mogoče. Seveda v izjemnih okoliščinah pod režimom varnostnega avtomobila, ampak vseeno. Maxa Verstappena je pripeljala do zmage in svojo briljantno idejo se je zaslužila tudi čast biti na zmagovalnem odru. In to je bila le prva izmed genialnih potez, ki so Hanno Schmitz nekako projektirale na sam vrh strategov Formule 1. Verjetno marsikdo izmed nas se spomni finalne dirke v sezoni 2021 v Abu Dhabiju z napako Michaela Masija, ampak pozabimo mnogokrat, da Max je menjal pneumatike zopet pod režimom varnostnega avtomobila bistveno prej, in če tiste poteze Hanna Schmitz ne bi nekako zaukazala, Max na koncu ne bi bil na pravem položaju, da bi situacijo izkoristil. A da ne boste mislili,
Hanna Schmidt zna nekako predvidevati zadeve tudi vnaprej pred samim štartom. Lep primer, velika nagrada Madžarske leta 2022. Max Verstappen je imel ponesrečene kvalifikacije in dirko začel na 10. mestu. Na štartnem razporedu so se odločili zamenjati strategijo, Maxu so nateknili najmehkejše pnevmatike in videli smo lahko, da je njegov Red Bull bil klican na postanek zmeraj krog ali dva pred vso konkurenco. In seveda, za mehkejšo pnevmatiko v prvih fazah je Max napredoval na progi, ker mnogi trdijo, da je prehitevanje izjemno težko. A kljub vsemu, tudi z uporabo strategije predčasnega postanka ali undercut v angleščini, smo lahko videli, da je Max zopet prišel do zmage. In tudi to je nekaj, kar ne smemo pozabiti pri Hanni Schmidt. Ne samo, da je izjemno dobra pri predvidevanju obnašanja svojih bolidov, svojih voznikov, temveč je jasno tudi, kaj se dogaja v sosednjih boksih, tako da lahko se izbere tisti pravi trenutek, da nasprotnike spravi v kočljiv položaj. In to je nekaj, kar je izjemno redko pri ekipah Formule 1. Kolikokrat so pri Red Bullu dobesedno ponižali Ferrari prav v sezoni 2022. Vse na račun pravih odločitev Hanne Schmidt. In tu je treba poudariti še dve zanimivosti. Max Verstappen o njej govori le najbolje in pravzaprav je začuden, kako ohranja hladno kri v tistih kaotičnih trenutkih, ko vsi pravzaprav ne vedo, kaj je tista prava izbira. Tudi sama je priznala, da njej je všeč pravzaprav tista napetost, ki jo ustvari s svojimi odločitvami, kjer na začetku pravzaprav ni še jasno, ali delujejo ali ne. Tistih nekaj krogov je izjemno dolgih, dokler se ne pokaže, ali je bila odločitev pravilna ali napačna. In še druga zanimivost, ki jo boste lahko opazovali tudi v naslednjih dirkah. Namreč Hanna Schmidt ima prav posebno držo, ko se hoče umiriti in nekako napraviti ukazovalen vodstveni vtis na svoje podrejene. Kolikor boste pozorni, boste opazili, da v tistih trenutkih Hanna Schmidt ima dlani obrnjene navzdol. Nasvet, ki ga je dobila v svoji mladosti in izgleda, da pri njej deluje. Torej v tistih trenutkih, ko bomo videli Hanno v tem položaju, bomo vedeli, da nekaj naklepa, da nekaj ukazuje, da nekaj svetuje in opazili smo še nekaj. Njo vozniki ubogajo. Brez kakšnih pomislekov, brez kakšnega kujanja. Čisto nasprotje od onega, kar vidimo pri, naprimer, skuderiji Ferrari ali tovarniški ekipi Mercedes. In tudi to je eden izmed znakov, zakaj je Hanna Schmidt in posledično Red Bull uspešna. Za danes, za odgovor na to vprašanje, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.